Okej. Se pravi, jaz vas imam pa za finiš v bistvu, da vas zlakotnim še dodatno, pa da mogoče malo predstavim, kaj bomo delali na kuharski delavnici 22. V bistvu bo ful slik veganske hrane, da vas prepričam, da vam v mesecu veganskega izziva, pa tudi pol, ke ga boste nadaljevali čez celo življenje, ne bo nič manjkalo. Pa da v bistvu lahko se prehranjujete ful enostavno, pač vse iz čisto osnovnih sestavin, lahko pa v bistvu pač imate vse te razne nadomestke, ali kako se jim reče, ali pa jih vsaj občasno vključite v svojo prehrano, to si pa seveda sami izberete. Ampak jaz bom predstavila mogoče vse tisto, kaj obstaja, pa zdaj v bistvu je še milijon drugih stvari, ki jih mogoče ni na mojih slajdih, pa so že narejene, tako da tisto bom pa samo omenila. Se pravi, v bistvu pri veganski prehrani point je samo, vprašamo se, a je nekaj živalskega izvora, a je neka žival pač trpela za ta izdelek, in če živali ni bilo zraven, ga lahko pojemo. Ta prehranski krožnik je mogoče že bil na kakšnih slajdih, ke ga imamo velikokrat vključenega, tudi na brošuricah imate. To si kar založite se, ke boste šli od dogodka, zaradi tega, ker imamo veliko takih luštnih zloženk, ke smo jih pripravili, in sicer 2 sta ful koristni za na hladilnik, veganski recepti 1 pa veganski recepti 2. Za pač ideje pa za raznim prijateljem, sorodnikom zapotalati, da imajo na hladilniku, da vejo, kako vam narediti veganske cupcake, ke pridete na obisk, pa tudi, da pač sami grejo čim prej v to fino, zdravo, prijazno smer. Se pravi, v bistvu ni treba ful komplicirati pri sestavljanju, to mislim, da sta že Marko, Matevž, Dani, so vam že vsi povedali. Jaz bom pa zdaj potem gremo kar na poglavje, kaj vegani sploh jemo. Zdaj pač zadeve so lahko zelo enostavne, tukaj pri mineštrah rada samo povem, da v bistvu ni treba si ful komplicirati, pa si lahko tudi skuhate ful za vnaprej. En tak velik lonec malo zamrznete, pol imate pa lahko tudi zadevo za kakšne 3 dni. Vem, da veganski izziv je tako za vsak dan, je in za zajtrk, kosilo, večerjo. Tisti, ke v bistvu čisto vse recepte izziva pripravi, naj se mi javi, ke bi mu rada čestitala, ker je res težko vsak dan si 3 obroke skuhati, a ne. Tako da dajte se znajti, pa si kaj pripravite tako, da pač imate tudi za pogreti ali pa za naslednji dan, ali pa pač seveda dolgočasno 3 dni isto jesti, pa si date v zmrzovalnik pa čez 2 tedna ven. Tako da mineštre so na tisoč in en način, pa tudi fino je recimo v teh gorskih kočah. Imate tudi, se že v večini dobi kakšno joto brez mesa, pa je v bistvu vegansko narejena. Samo vprašate vedno, če je brez kakšne živalske maščobe, pa da ni kakšne klobase noter. Imamo tudi na vegan.si spletni strani ful enih luštnih seznamov, kar se tega tiče. In sicer za veganske restavracije pa veganom prijazne restavracije, trgovine, spletne trgovine. Zdaj, ko prenavljamo stran, bomo pa končno vključili tudi še sezname, ke jih imamo drugače na Google dokumentih zaenkrat, in sicer veganska ponudba v gorskih kočah, pa še taki manjši seznamčki. Veganski golaž, to je ena stvar, ke je velikokrat na svojih stojnicah pač vegansko društvo deli mimoidočim, pa na kakšnih dogodkih, zaradi tega, ker ga je ful enostavno pripraviti. V bistvu samo namesto neke, kaj drugače, kosi govedine, pač uboge kravice noter, pač date sojine koščke, ke jih imate pa po navadi v nekih 3 oblikah, a ne. Imate tiste sojine zrezke ali sojini platki, ke so nekaj iz Poljske, pa smo ta izraz prevzeli. Potem sojini koščki, ke so v bistvu te, ke se jih po navadi za golaž uporablja, ali pa te kosmiči, tisti ta drobni ta mali, ke so pa bolj kot za bolognese in podobne jedi. Super so, meni so ful všeč, zaradi tega, ker jih imam lahko v omari in se mi nikoli ne pokvarijo. Pač zadeva je suha, tako ke testenine, a ne, pač in v bistvu jih samo namočiš v vreli vodi, preden jih pač uporabiš, potem jih pa, ne vem, za golaž, če ste ful nevešči kuhe, pa se vam ne da, lahko samo tisto začimbo za golaž stresete gor pa naredite, pač čebula pa tole. Lahko pa seveda tako kakor ta pravi kuharji, pač naredite tisto svojo mešanico začimb, pa pač po svojem okusu naredite, ampak način priprave je pa enak, samo namočiti jih je treba prej.
No, potem imamo tukaj zdravi viri beljakovin, kakor vidite, imate ogromno enih, pač predvsem stročnic, potem pač seveda tudi razni tofu, tempeh, pač razni oreščki, pa kakšna semena, kar nekaj zelenjave. Skratka, ni težko kombinirati, da bi kakšna od teh sestavin bila vedno del vaših obrokov, da se tudi fajn najeste. Prebranci je tukaj na sliki, zaradi tega, ker je ena od pomembnih stvari, je, da se morate zavedati, ni treba zdaj v neke specializirane veganske restavracije, da zunaj fajn vegansko jeste. Pač v bistvu velikokrat je čisto nek prebranc, ki je priloga za 3,5 €, recimo to je vsaj 2-krat na mesec jem v službi za kosilo, ker ima gostilna čez cesto pač prebranc, ki ni z mesom narejen, ni pač na živalski maščobi in je v bistvu veganski, pa ima za 3,5 €, se v bistvu ful najem. Skratka, tudi kakšne, ne vem, testenine v paradižnikovi omaki so ponavadi v čist nekih random gostilnah, restavracijah veganske. Samo vprašati morate, pa če ste ponavadi prijazni, da niste jaz sem pa vegan, a imate zdaj kaj zame, pač so tudi oni ponavadi prijazni nazaj in vam povejo, katere so sestavine, pa se vse da zmeraj zmeniti. Če pa kakšna stvar ni, so pa to tudi zadeve, ki jih ima vsaka kuhinja na voljo, ne. Paradižnikova meska, najcenejši špageti so vedno brez jajc, tako da pač res ni problem pripraviti. Samo vprašajte, no. Umešan tofu. To je ena ful dobra jed, ki spominja malo na umešana jajca. Zdaj pač ponavadi se prepražiš kakšno lahko čebulo, česen, pa potem zelenjavo po želji. Tulele recimo na kuharski delavnici smo delali z bučkami pa šampinjoni. Jaz dam rada tudi kakšen sušen paradižnik noter ali pa rdečo papriko, vedno imam kakšne 2 zelenjave, no, da ni preveč dolgočasno, lahko pa naredite samo s tofujem pač. Začimbe so pa kurkuma, da glavno rumeno barvo, potem kakšen prehranski kvas, ki da malo tak sirast, fajn okus. Pa jaz dam še rdečo papriko, kumino, timijan, malo popra, pa kakšno kapljico limoninega soka. In to fajn prepražite, pa tako nadrobite tofu noter, majčkeno zalijete z vodo, da je dosti sočno, pa da potem voda glih prav izhlapi ven in imate super jed, ki je lahko za zajtrk, za kosilo. Zadnje čase sem kdaj vrgla noter tudi te kebab koščke od vegansko.si, pa je tudi fenomenalno. Ja, vulkanska sol. To je pa tisto, ke da pač prav po jajcih, a ne, zdaj ful zasmrdi, pač ful zasmrdi po tistem žveplu, a ne, tako da pač eni ful marajo to, eni pa ne. Ampak ja, to je pa tudi nekaj, ki se dobi, mogoče ne čisto povsod, bolj v teh kakor prehranski kvas, a ne, se dobi bolj v specializiranih trgovinah. Mogoče je treba malo pobrskati. Jaz sem včasih kupovala v tistem Hare Krišna centru, ki je za Rado Govindo, tam vem, da se vedno dobi, pa še mislim, da v marsikateri trgovini, no. Če ne najdete, pa se samo javite. Rabite samo Moj veganski izziv s Facebook skupina ali pa pač nam na mail na info@vegan.si pišite, pa vam bomo pomagali, kje se kaj najde, če je kakšna taka ekstra special sestavina. Na veganskem izzivu je tudi veliko udeležencev spregleda, moramo očitno eno tako malo večjo ikono narediti, da vsak začetek novega tedna, v bistvu pred začetkom tedna, dobite nakupovalni voziček, ki je v bistvu seznam vseh sestavin, ki jih boste rabili v tistem naslednjem tednu. Tako da je recimo za pripravo na pripravljanje obrokov ful koristno tisto pogledati pa si nabaviti pravočasno sestavine, da pol lahko skuhate sproti tiste jediče. Pa tam tudi piše recimo, ne vem, za take posebne sestavine, kakor je prehranski kvas, kje jih kupiti, pa kje jih boste najhitreje našli, no, tako da, pa kaj sploh so, če je kakšna taka malo bolj eksotična ali ni glih del običajne prehrane prej. Namazi na tisoč en način, danes jih boste tudi ful veliko sprobali na zakuski, ke miza fenomenalno izgleda, by the way, tako da bom probala ne preveč časa vam vzeti. Pač najbolj tak značilen je humus, ke ga tudi najdete čisto v vsakem malem Mercatorju, vseh Hoferjih, tako da pol je samo pač si najdete tistega, ke vam je najboljše po okusu. Tudi ta večja podjetja so začela že delati veganske namaze, tako da zdaj imate že praktično od vsake
firme, nek namaz v trgovini. In tudi, če greste v čist najmanjšo, boste nekaj našli. Če pa nič ne najdete, pa ste v neki zakotni mali trgovinici, kar nekje, ne vem, v Dalmaciji, kjer čist nič ne najdete, pa saj kakšen ajvar vedno pri roki, no. Tako da. Okej, pač namaze drugače pa lahko delate iz katerekoli stročnice, iz oreščkov, ne vem, en fenomenalen je recimo iz bučnih semen pa lešnikov, ki ga imate tudi v izzivu vključenega, tako da dajte se malo poigrati, pa pač vedno kakšne fajn začimbe noter, pa boste imeli fenomenalne zadeve za na sendviče. Topli sendviči, zdaj je že tudi ogromna ponudba veganskih salam, sirov, tako da morate samo najti kakšnega, ki vam je všeč. Eni ste bolj specifični glede okusov, eni pač smo super srečni z vso ponudbo, ki je. Tako da, ja, veliko je tudi na tej Facebook skupini veganskega izziva, veliko je debatiranja, kjer je najljubši sir, katero salamico vegansko so probali, pa je bila dobra. Seveda pa, če vam take stvari ne pašete, pač spustite jih, to je samo za tiste, ki hočejo nekaj praktičnega, pač, ne vem, pač, da bi radi tak sendvič jedli, kakor so ga prej, vse obstaja. Nič ne manjka in ogromno okusnih stvari je. Okej, potem pica. Zdaj veliko picerij ima že tudi veganski sir v ponudbi. Imate pa tudi v izzivu razne recepte za pripravo sira doma. Tudi kar nekaj slovenskih firm sira je, no. Jaz sem kar ponosna, da imamo v Sloveniji marsikatero pač podjetje, ki pripravlja veganske izdelke, a ne. Tako da dajte podpreti tudi njih. Recimo Veganka ima 1001 sir, potem imate Saive, ki v bistvu na svetovni ravni dela te veganske sire na čičarikini osnovi, in pa še mnogi drugi so, no. Tudi fermentarnica recimo ima prav delavnico izdelovanja veganskih sirov, na kateri sem bila, pa mi je bila ful všeč, tako da priporočam. Tisti recept za sir, ki ga imate pa v izzivu, je pa mislim, da iz indijskih oreščkov pa spet prehranskega kvasa. Majčkeno tapiokinega škroba za zgostiti in v bistvu imate tako polivko, ki jo samo čez pokapate in je tudi super fajn. Okej, testenine bolognese, to smo tudi delali na kuharski delavnici. Zdaj za letošnjo bo jutri načeloma objavljen tudi program kuharske delavnice, tako da dajte biti pozorni na maile pa se prijaviti, ker mesta hitro poidejo, ker jih je nekih 24, no. Bomo pa v kuhinji na Trubarjevi ulici. Ponavadi se kakšnih 6 tedni naučimo delati, potem jih pa spravimo in jih na koncu vsi skupaj fajn pojemo, se podružimo, tako da je luštno. Testenine bolognese se lahko iz leče pripravijo ali pa iz teh sojinih koščkov. Zdaj obstajajo tudi koščki iz graha, boba, pa še 1001 druge stročnice, tako da tudi če recimo vam ena ni všeč, vam bo druga. Potem tukaj gor je pa potresen parmezan veganski, ki je pa narejen iz indijskih oreščkov, par ščepov česna v prahu, pa prehranskega kvasa, pa malo soli. Tako da se da ful hitro znajti, pa v bistvu zelo okusno pride. Burgerji, saj veste, vsaka trgovina ima že skoraj svojo linijo veganskih burgerjev, od raznih Beyondov pa Amaze, ki je slovenska firma. So v neštetih trgovinah, imate zamrznjene, imate jih v hladilnikih, pa če kakšno akcijo vzamete, je zdaj zadeva že zelo ugodna in poceni. Pa tudi številne restavracije jih imajo v bistvu, če odpreš Wolt ali pa nek Glovo, imaš že preveč izbire. Tako da. Potem tortilje so tudi ena fajn hrana, ki jo lahko pripravite, kadar imate zabavo doma, pač naštimate v skodelice različne nadeve, te tortilje lahko jih sami pripravite, lahko jih pa pač kupite, samo pogledate, da ni kakšnega jajca noter ali pa mlečnih sestavin, in potem si vsak pripravi svojo tortiljo. So pa tudi super hrana, ki si jo lahko pripravite, pa pol v službo vzamete naslednji dan. Tako da. Lazanja, tudi lazanjo imate, mogoče tukaj je malo treba res na škatlo pogledati, kaj ene polovica testenin za lazanjo ima še vedno jajca, polovica ne, tako da
ampak je v vsaki trgovini jaz najdem, no, ene, ki so brez jajc, tako da lahko si pa seveda tudi naredite namesto teh listov s čim drugim, a ne, ali pa musako s krompirjem, kakšnimi malencani, bučkami. Tudi tukaj mislim, da je sojin drobljenec uporabljen, lahko date pa kjerkoli nadev, moja najljubša je recimo koprivina lazanja, ki se jo pač naredi podobno kot špinačno, samo da greste po koprive ven. Nekam, kjer se kužki že strošijo na sprehodu. Nek vogal je treba imeti, no, kjer je tak lep sončen, pa mogoče kakšne rokavice, ki so koprive malo maščevalne. No. Okej, bureki zavitki, tudi te so velikokrat veganski, zdaj nas je pred kratkim, sicer niso sponzorji, ne vem, če jih lahko omenjam, ampak Pečak je naredil ala mesni burek, pa sirov burek, na mesnega sem že probala, veganskega pa je bil super. Sirovga so pa naredili tudi v sodelovanju z slovenskim podjetjem Graška, kam tudi dela pač te razne sire, salamice, oni, ko so naredili, mislim, da ajdovo batino pa to, no. Pa se v bistvu tudi tukaj ful razvija. Tudi recimo, če greste v mlinarja, imate za evro 20-30 tisti njihov krompirjev burek, potem v Sameji imate ogromno burekov, vegansko.si, v glavnem ful enih lokacij, kjer že imate to na voljo, lahko pa seveda tudi sami naredite. Pač listnato ali pa vlečeno testo res ni neka znanost, iz vseh test lahko jajca komot spustite, pa ne bo čisto nobene razlike. Če ste pa ful nesamozavestni, si pa lahko kupite tisti nadomestek jajčni, pa dajete takrat po navodilih noter zraven. Res ni treba, no, ker tisti je samo neka mešanica enih mok, pa ponavadi ima ful visoko nabito ceno, no. Zdaj, najhitreje pa recimo, če kupite kakšno listnato testo, recimo čisto najcenejši od Mercatorja pa Spara so veganski, pa ne vem, nafilate, samo z nečim premažete, zavijete, narežete na koščke, kadar pride kakšen nenapovedan obisk, je to najhitreje pripravljen, tak nekaj, da izgleda fajn na mizi. Polnjene paprike, jaz jih velikokrat naredim z nadevom za kruhovec moke, ki ga imate tudi nekje med recepti veganskega izziva. Jaz dam noter še malo ponavadi tiste rajko šunke, lahko pa naredite tudi brez tega ali pa s kakšnim dimljenim tofujem, da je majčkeno tistega dimljenega priokusa. Drugače pa lahko seveda tudi naredite čisto take klasične filane paprike s tistim nadevom z riža, pa kakšno lečo, ali pa karkoli vam paše, no. Ampak tudi to je ena jed, ki jo komot date tudi v skrinjo, zamrznete, imate za kdaj drugič, pripravite ful veliko količino, kadar pridejo kakšni obiski ali pa kadar ste na morju, tako da fajn jed, ne jo pozabiti. Dunajski zrezek, ja, tukaj sem ponavadi govorila, kako mi je fajn dunajski zrezek iz Loving Hutta, ki je zdaj samo še v Mariboru, tako da naj se nekdo spomni, pa odpre Loving Hut spet v Ljubljani, ker ga pogrešamo. Ampak drugače je pa tudi tega že ogromno na voljo, pač imate, ne vem, Spar ima neko linijo vegi, kjer imate tole, pa mislim, da za njih tudi to slovensko podjetje Vegiway dela. Lahko si jih pa tudi doma delate. En super recept sta naredila Patricija pa Jure, ki je v bistvu za sejtan doma narejen. Mislim, da so neki sejtanovi prstki ali krempelčki ali ne vem kaj, onadva to naredita pač direkt iz 1 kile moke. V bistvu spirate in s spiranjem dobite sejtan. Pač tak natančen postopek, ki ni težek, imate tudi na naši spletni strani vegan.si. Lahko pa kupite tudi tisto glutensko moko, pa jo samo zmešate skupaj z začimbami po želji pa z vodo, pa tudi rata tak fajn glutenski hlebček, ki ga pol lahko narežete na zrezke pa spanirate ali pa date v marinado, spečete, naredite, kar želite. Ja, pri pripravi sejtana je tudi fino, ker se lahko ful znesete nad njim, v bistvu bolj, ke ga pretepete, ta hlebček, bolj, tako da kadar imate kakšen beden dan, samo naredite sejtan, pa ga lahko spet zamrznete ali pa date v hladilnik ali pa v marinado, tako da ne pozabiti, no, glutenska moka, slab dan, majčkeno vode, pa vse izgine. Ja, tole smo tudi delali, enkrat smo v Kopru tele kao kebabe stregli, oziroma sva z Robijo imela tudi kuharsko delavnico, ker tole je, malo sem pozabila, kako se imenuje, tale vietnamski sendvič, no, ker oni imajo pa tako kakor
nek pulled pork varianto, no, ki pač ta seitan pol v bistvu narežeš na take koščke natrgane, pa si pripraviš sendvič, tako da tudi odlična party hrana za na hitro narediti, pa veliko ljudi lahko nahraniš, če imaš nek piknik recimo. Vsi so zadovoljni, dobro, razen mogoče kakšen, ki glutena ne je slučajno, no, ampak tisto pa pol kaj drugega pripraviš. Sojini zrezki v gobovi omaki, to je tudi nekaj, kar smo delali na kuharski delavnici. Tukaj ponavadi povem, da imate ful ogromno smetan tudi na voljo za kuhanje, imate sladke smetane, ki jih boste pol v drugem delu videli, pač in pa te za kuhanje. Obstajajo že vse od sojine ovsene, riževe, iz indijskih oreščkov, ovsa. V glavnem si samo zberete tisto, ki vam je najljubša. Lahko jo pa tudi pripravite ful na simpel način doma, tako da skuhate riž, v bistvu ga lahko celo razkuhate in ga samo zblendate v blenderju skupaj z nekaj vode, pa lahko že noter date malo muškata, malo popra ali pa še kakšno drugo začimbico, malo soli in imate v bistvu že tak predpripravek za smetanovo omako, ki ga pol, ne vem, porabite za carbonaro ali pa kaj drugega, pa samo po želji pol razredčite, ne, v bistvu vi dodajate vodo pa določate gostoto. Tudi iz ovsa se da podobno smetano narediti doma zelo na hitro. Tako da na ta način v bistvu jaz smetano kupujem maksimalno, da mogoče evro za tisti 200 mg paketek, nikoli več. Če jo pa doma pripravite, pa to par centov, tako da. Jaz sem ful fanica poceni kuhinje, tako da če se vam zdi veganstvo predrago, pridite vprašati za kakšne nasvete, z veseljem jih podelim. Sem pa tudi ena od mentoric veganskega izziva, tako da tudi če v skupini načnete to debato, bomo vsi ful pisali. Hot dog, ful dobri hot dogi so zdaj od Planet of Plants prišli ven, pa vegansko.si od Plenty Reasons so moji novi najljubši hot dogi, drugače prejšnji so bili pa od Vitija. Tako da, če iščete tiste fajn hrenovke za kaj takega, pač je to to. Imate pa tudi recimo, ne vem, Ikea, ima tiste zelenjavne, če komu paše bolj tak okus. Imate tudi zamrznjene ali pa greste tja na tisti hot dog za koliko je, 50 centov. Ful mi je všeč, kadar trgovine naredijo dejansko vegansko verzijo cenejšo, tako kot bi mogla biti, ne pa da nabijajo 4-kratno ceno. Tako da Ikea se trudi na tem področju, tako da grem z veseljem tja kdaj. To je pač, ta slika je še iz takrat, ko se v bistvu teh izdelkov ful ni dobil, pa je Dani to dobil, mislim, da iz ZDA sta mu ena dva kolega prinesla. Se pravi, da si lahko tudi tako bolj klasično slovensko hrano naredite, recimo z matevžom, ki je pač krompir pa fižol, pa siran, pa recimo malo zelja zraven, skratka. Zdaj pa sladki del, pa smo konec, pa gremo jesti. Palačinke, ful ljudje delajo iz tega celo znanost. Malo je mogoče fora v ponvi, no, ne glih z neko zanič ponvo delati, ampak drugače jaz delam palačinke iz moke, vode, čisto majčkeno olja pa ščep soli. In ratejo čisto dobre palačinke. Pač tako da ne obupati, pa ne komplicirati, pa ne dajati nekih ne vem kakšnih sestavin, da bojo ratale. Ta prva vedno se pokvari, ampak ostale bojo pa dobre, no. Tudi to hrano veliko delamo na kakšnih dogodkih, stojnicah. Zdaj jih jaz ful rada delam te gratinirane, pa dam noter to ali sojino skuto ali jo pa naredim iz mandljev. Tudi mandljevo skuto bomo na delavnici delali, tako da še ena stvar, ki jo poskusite, če jo še niste. Mandljevo skuto se pa naredi iz lističev, v bistvu tistih mandljev, ki imate v trgovini. Rabite samo limonin sok, ščep soli pa malo vode, pa čez noč mora počakati in imate zjutraj mandljevo skuto. Pa blender, seveda, v blenderju zblendate. Velikokrat ljudje ful komplicirajo, kaj naj namesto jajc dajo. V bistvu imate 1000 in eno zadevo, mislim, da v kakšnem 3., 4. dnevu imate eno tabelo v izzivu, kjer imate toliko dolg seznam, kaj lahko date namesto jajc v jedi. V bistvu pa je point, da ni jajc, ni problema. Pač lahko samo spustite jajca iz recepta ali pa pač date, ne vem, jaz dam v sladke zadeve ponavadi banano,
ali pa to kombinacijo z lanenimi ali pa chia semeni, pa odvisno, kaj hočete, a ne. Tam imate v tabeli prav piše, katera zadeva je za rahlost, katera zadeva je za vezivo, tako da, kakor je pa Tilen opozoril, pa kadarkoli hočete tisti jajčni pridih, date malo vulkanske soli, pa kadarkoli hočete rumeno barvo, date malo kurkume. Ni pa čisto nič hudega, če kaj od tega spustite, ponavadi še vedno rata. Če pa ne rata, pa pišite v skupino, pa bomo pogruntali, kako vam bo naslednjič ratalo. Mleko. Ful imamo fajn plakatke, jih bomo, mislim, da so trenutno na hodniku, ampak jih bomo prenesli v sejno sobo, da si jih lahko pofotkate, ker so v bistvu za mleko pa jajca čisto vse osnovne stvari gor. Point tega slajda je, da obstaja, ne vem, vsaj 15 rastlinskih mlek namesto enega brezveznega kravjega. Tako da pijte rajši to. Ono mleko je namenjeno temu, da par 10-kilskega telička naredi v zelo kratkem času v par 100-kilsko žival. Tako da ne vem, če želite ta efekt, to je bolj primerno. Če ima kdo kakšno vprašanje glede etike, razmer v slovenski živinoreji, kako se zares dela z živalmi na kmetijah, v klavnici, hlevih. Jaz sem med drugim tudi veterinarka, pa sem veliko stvari tekom študija videla, tako da pridite, pocukite za rokav, vprašajte, če mogoče želite kakšen inside information, če niste že sami teh stvari raziskali. Pri mleku, se pravi rastlinskem mleku, ne tistem kravjem, je tudi to poanta, da cena skozi pada, lepo pada, no. Dobite pač liter mleka, ponavadi že ni neka znanost ga dobiti pod evro, ker včasih je bila cena kar višja, tako da povpraševanje, ponudba, a ne. Ga pa komot delate tudi doma za, ne vem, 10-20 centov na liter, no. Najceneje mislim, da pride, če kupite ovsene kosmiče, tiste najcenejše, pač za 500 gramov in iz 100 gramov dobite liter mleka, pač samo zblendate z 4 skodelicami, se pravi 240 mililitrov, oziroma z litrom vode, in pa kakšen ščep soli ponavadi ali pa par kristalčkov sladkorja, kakšen datelj, karkoli vam je boljše, in precedite čez mrežico. Se pravi, katerokoli sestavino, ali so to ovseni kosmiči ali so čez noč namočeni oreščki, je ponavadi razmerje 1 skodelica proti 4 skodelicam vode. To vržete v blender, zmiksate, dodate tisto sol, sladkor in potem samo kupite tisto mrežico za pranje občutljivega perila in ko par minut blendate, zadevo precedite čez tisto mrežico, spodaj boste dobili mleko, v mrežici bo pa ostal tak pulpa, ki jo pa uporabite za razne, ne vem, smutije, omake, peciva, karkoli želite, no. Tako da fajn, če delate doma. Tudi sojino se da doma delati, samo je treba nekaj skuhati, tudi tofulo delate doma. Jaz sem v bistvu enkrat, so mi bili moji kolegi ful fajn, pa so mi kupili aparat za delanje mleka, tako da sojino mleko s tistim delam, ke je ful elegantno. Tudi to obstaja. Tukaj, to moramo posodobiti, ker je že 1001 drug napitek. V glavnem poanta je, da imate ful veliko izbire in tudi če vam eno mleko rastlinsko ni všeč, lahko izberete drugega. Moj najljubši doma pripravljen je recimo iz indijskih oreščkov. Ta je ful tak nevtralen okus, mogoče ste še bolj sveži, pa vam je okus sojinga čuden ali pa karkoli. Ampak upoštevajte, no, da tudi na okus kravjega mleka smo bili nekako navajeni, ker recimo, ne vem, ko sem bila v Indoneziji, pa tam pač ne pijejo kravjega mleka in so na novo začeli v bistvu to mlečno industrijo, smo šli študenti takrat še veterine tja degustirati mleko in vsi ti Azijci, ki niso navajeni pač mleka bili, so rekli, da je to nekaj najbolj ogabnega, kar so probali v življenju. Tako da mi smo v bistvu od otroštva privajeni na ta okus, tako da moramo samo malo spremeniti pač to, kar so Bourbončice navajene, no. Tako da sojino mleko, ne vem, meni je zdaj v bistvu čisto super okusa, medtem ko na začetku nisem bila najbolj fan, pa sem pila vaniljevega, ker je bil malo sladkan pa z okusom. Mafini, slani, sladki, slani so tudi ful dobri za v službo. En super recept imate na tistih veganskih receptih 1 zadaj, tisti recept tudi lahko uporabljate za pripravo torte. Najbolj na simpel, ne vem, jaz mislim, da ima maso
manj kot 5 minutah, pa imamo v pečici, no, tako da res simpel, pa take sestavine, ki jih imate vedno pri roki. Pol brownie, 1001 stvar, tule med sladicami, pri sladoledu. Včasih smo se mogli malo bolj znajti, pa smo delali sladoled tudi iz zmrznjenih banan, še vedno je to ful dobrodošlo. Imate pa tudi že, ne vem, že Ben & Jerry's ima pač veganske okuse, tako da če ste leni, greste samo v trgovino pa kupite, pač ne vem, eno od 1000 okusov. Če pa hočete doma narediti, se pa samo zmrzne banano na take tanke rezinice, zmrznete pač za nekih 30 minut, pa banana mora biti malo bolj zrela, da je dober okus. Pa zblendate, pa dodate zraven, ponavadi sladkorja ni treba, ker je že banana sladka, ne. Lahko date pa kakšne oreščke ali pa ne vem, en kup malin, pa imate malo malinov sladoled, en kup kakava, pa imate kakavov sladoled, mislim čokoladen sladoled. Tako da. Aha. V Lidlu imajo zdaj, v bistvu že od lanskega leta, predlani, imajo sladolede, ki so kot Ben & Jerry's, ali Chunky Monkey, se pravi banana pa oreh, pa imajo brownie pa cookie pa peanut butter. Ja, poznam. Poceni so in pa Neke 2 evra so ali nekaj takega, medtem ko Ben & Jerry's je nekaj 8, 9. Mislim, sicer Ben & Jerry's je res en level višji, ampak oni so čisto okej za na hitro posladkati. Imate pa tudi v vseh trgovinah, ne vem, imate od Valsoje, imate one sladoledne sendviče iz nadevom iz indijskih oreščkov, noter je neka brusnična omakica, okoli so praženi, karamelizirani lešniki, pa v nekem piškotu je recimo ni da ni, no, pač recimo presne torte so tudi v marsikaterem lokalu, kjer nimajo kaj drugega veganskega, bojo pa imeli tole, tako da dobra varianta, so pa precej nasitne, tako da jaz sem jih nekaj časa prav se prenajedla, potem ko so vsi samo tole delali, tako da sem ful fan navadnih tort. Pa recimo tudi marsikatere slaščičarne imajo, tudi če niste ful vešči delanja tort, ampak ne se jih bati, ful je fajn jih delati, pa s kremami se lahko igrate, pa pač dajte kaj ustvariti, no, ampak drugače imate pa tudi razne slaščičarne, kakor ne vem, Sameja ali pa Cukerdoza je zdaj spet v Ljubljani, pa v Mariboru imate, pa ne vem, razne sladoledarne in pa tisti lokalčki, ki so na obali, lahko pa tudi pač kos torte tam si privoščite. Mus, ta mus je recimo iz avokada, tudi avokado vedno, ko ga hočete, mora biti zrel, to je sicer cela znanost, ker pač je znan po tem, da ali je tak trd, brezvezen, ali je pa pač gnil. Tako da je treba gumbek dol date pa pogledate ali ga pa čisto majčkeno pritisnete, pa vsak dan morate to narediti, da ga ne zamudite, zaradi tega, ker je triki. Sam še tudi povem za mus, da je tudi v Lidlu, no, trenutno črna ribas, pa je mango pa čokolada in so vsi trije noro dobri, prav ta pravi musi varianta, ne tako da nekaj čudenega, ampak ful dobro, tako da ne delam v Lidlu ali pa tako sam pa, če pa noro dober, tako da prvoško si ga. Meni je ful všeč, ker so letos te trgovine, kakor jih Tilen omenja, dale za veganuarji v bistvu ponavadi ene 2 lista ponudbe, no, ful imajo zdajle novih izdelkov. Sicer vidim, da na Hrvaškem pa v Italiji so še lepše obložili, tako da zamerim slovenskim tem uvoznikom, ampak tudi to ponudbo poglejte, no, ker je kar par novih stvari. One zamrznjene pice so ful dobre, zdaj so celo, ja. Salamo je pa še nisem probala, probala sem one mini pice, ki so z veganskim bolognezom, pa probala sem, margarita je zdaj končno kot veganska označena, ker je bila v bistvu ena že prej veganska, samo je pisalo vegetarian. Salama pa še nisem probala, ampak sem jo že videla, če to šteje. Sirove štrukle, to sva v bistvu s teto enkrat delale, ker sem jaz hotela recept narediti, pa je zdaj na vegan.si napisan. V bistvu nisem ji dala skute delati, tako da sem samo kupila navaden tofu, pa ga zmlela v multipraktiku z malo jogurta ali pa smetane, nekaj od tega. Pa so pač kakor sirovi pa pehtran sem dala, ker to je pa neka pohorska fora, ki sem jo posvojila, ker ful dobro pride. Pa itak te drobtinice na vrh, ampak v bistvu tudi tukaj, no, je bilo po receptu moje babice, ker sem samo naredila recept, samo da sem jajca spustila, pa če je bilo kaj mlečnega, sem pač vegansko različico naredila, tako da
tudi taka jed, ki so štrukli, res ni neka znanost, da jo pripraviš. No? Tako da krofi, na zakuski vas čakajo. Videla sem čokolado na vrh, ne vem pa, kaj je noter, ali je čokolada ali vanilija, tako da pa tudi navadni so, meni se zdi. No? Tako da za pusta ni problema, imate že slaščičarne, ki pripravljajo te izdelke, pa zdaj imate tudi v Unitilnovi trgovini, imate te donate ameriške, tako da kadarkoli vam zapaše, si jih lahko na hitro vzamete, ker pač, če greste v trgovino, pa kupite enega, pač pa jeste enega. Če jih pa delate doma, pa jih je 40 na mizi, pa morate pa ful kolege povabiti, zaradi tega, ker drugače se ne konča dobro. V glavnem, ja, tudi taki z vaniljevo kremo pa čokolado obstajajo v trgovinah, tako da ni da ni. Kremšnita, tole smo tudi pripravljali, pa Tilan ima tudi en fajn recept. V glavnem, tukaj ponavadi povem za aquafabo, ki je ful dobra fora, se pravi v bistvu, ko imate konzervo čičerike ali pa kakšne druge stročnice, ne vode stran vršite, ampak jo prešparite, zaradi tega, ker lahko iz nje naredite aquafabo. To je v bistvu, date nekaj kislega oziroma pač potem pa samo stepate. No? Pa dosti gosta mora biti tista tekočina od vode iz stročnic, tako da če sami kuhate stročnice, pokuhite vodo, da je tako malo gostlata, kakor bi bil beljak mogoče. No? In se pol naredi tak sneg, kakor iz kokošjih jajc, samo da ni krutost vključena. In potem lahko tudi naredite take rahle kremšnite, kakor ste jih vajeni. Ali pa recimo španske vetrce, tudi to smo delali po moje na kuharski delavnici. Je pa samo pač ta sneg naredite malo, mislim ne malo, ker veliko sladkorja v prahu gre noter, potem pa na določenih stopinjah malo dlje pečete na nižji temperaturi in naratajo ti španski vetrci. Ne vem, jaz sem to včasih rada v delikatesi kupovala, pa pol, ko sem ratala veganka, sem mislila, da ne bom več nikoli jedla, pa se čisto simpel naredijo. No. Ok, to je to. Mislim, da sem vas dosti zlakotnila. Če je kakšno vprašanje glede kulinarike, pridite še vprašati.